Lep pozdrav vsem na Ratopolisovem podkastu. Oddaji umetnosti za vse, ki se profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o vrednosti. Koliko smo vredni umetniki in koliko je vredna naša umetnost. Oprijemajoč se dejstva, da s procesom komodifikacije ne postanejo blago samo vsi proizvodi, ampak postane blago tudi delovna sila, in če ima vse, kar je moč najti na trgu, svojo ceno, to pomeni, da ima svojo ceno tudi delavec. Kaj pa, če je ta delavec umetnik? Že v predgovoru sem načela precej zagatno vprašanje, za katerega imamo sicer veliko teoretičnih odgovorov, vendar imamo tudi kar nekaj primerov, kako se s tem srečujejo naši kolegi v vsakdanjem življenju in kako v zgodovini. Vsekakor pa nimamo razjasneno, kakšna je naša cena na trgu, saj umetniki obstajamo v rangu od komaj prebijajočih se umetnikov do milijonarjev. Že to je precejšna posebnost, saj v večini drugih poklicev takšnih situacij pravzaprav ni. Prav tako umetnik služi od prodanega dela ali dela na projektu, in je njegova dobrobit odvisna od frekventnosti prodaje del in števila projektov. Cena teh pa je odvisna od tega, kako cenjen je ta umetnik. Kako pa se oceni vrednost dela, je eno izmed nasploh perečih vprašanj in na tej točki moram omeniti, da to nikoli, razen redkih izjem, ni bila tema predavanj na akademiji, niti predmet konzultacij z mentorji v času ateljejskega dela. To se mi zdi nadvse problematično, saj nimamo nikakršne ekonomične predstave o svetu tam zunaj, o konkurenčnih cenah, načinih kako oceniti svoje delo, o različnih možnostih spremembe simbolnega kapitala v zaslužek. Vsote, za katere svoje dela prodajajo naši profesorji, so seveda poslovna skrivnost, prav tako pa tudi rituali in obredi prodaje del. Smo odličen primer v predgovoru izpostavljenega problema, da nam je preprosto nerodno govoriti o denarju. Nekaterim se to še vedno zdi sila nepomembna reč in se zadeva precej hitro zaključi s povedjo: če si umetnik, boš ustvarjal ne glede na vse. Slednja seveda že prav preroško sugerira, da si bomo očitno morali najti sekundarno službo, s katero se bomo preživljali in si sponzorirali svojo umetniško žilico. To nas postavi v vlogo romantično trpečega umetnika ali pa umetnika za prosti čas, medtem ko na drugi strani hobi umetniki, ki znajo ujeti trend ali bolje kapitalizirati svoje veščine in spretnosti, prodajajo svoje dela po cenah, ki so konkurenčne cenam del akademskih slikarjev. In ker smo vsi samo človeška bitja, bomo umetniki zelo zavistno gledali svoje strani na uspehe hobi umetnikov, ob predlogu koga naj začnemo početi isto, pa bomo sila užaljeni in začeli bomo izpostavljati neprimerljive razlike v kakovosti in podobno. Te neprimerljive razlike pa se vsak dan bolj zabrisujejo. Pomembno ob preboju na trg in tem, zakaj se ta navadno ne zgodi, je treba izpostaviti tudi dejstvo, da so moji akademski kolegi in celotni akademizem usmerjeni izključno v razstavljanje in sklepanje, da je prodaja del nekaj, kar se zgodi kot produkt čim večjega števila razstav. Kar v teoriji sicer drži, vendar pa je v resnici zraven še toliko drugih dejavnikov, da bi bilo posploševanje do te točke precej lahkomiselno. Umetnost in denar sta bila vedno povezana, če že ne drugače zaradi tega, ker je bila umetnost indikator finančne moči lastnika. Druga stran zgodbe pa lahko povemo prebijajoči se umetniki, ki imamo doma ogromno umetnosti, ampak nič denarja. Vrednotenje umetniškega dela. Kako je kreatio postal honorarijo? Če najprej preletimo zgodovino pojma ustvarjalnost, zelo hitro ugotovimo, da v antiki pravzaprav niti ni obstajal izraz zanjo ali za ustvarjalca. Umetnost so videli zgolj kot posnemanje narave in imitacijo sveta. Edina izjema so bili pesniki, saj so verjeli, da je le poezija ustvarjanje nečesa novega. Rimljani so pozneje napako odpravili z izrazom kreatio, imeli pa so tudi dva izraza za besedo narediti, facere in creare. Apohal ključno spremembo v pojmovanju ustvarjalnosti vidi v času začetkov krščanstva, kjer se beseda creatio navezuje zgolj in izključno na Božje stvarjenje. Ključen preobrat pa je prineslo obdobje renesanse, ki je prinesla vrednote, kot sta individualizem in naturalizem, ter ponovno zanimanje za antiko.
V tem času se umetnost in umetnika razume kot podaljšek narave, torej tam, kjer se narava ustavi, umetnik nadaljuje. Pomembno za poznejšo razpravo o mistifikaciji umetnosti se mi zdi na tej točki hitenja po zgodovini za trenutek ustaviti in izpostaviti misel, da se celotna mistifikacija umetnosti pravzaprav morala začeti prav v renesansi, saj je bila umetnost prvič zares izraz človeka in ne le posnemanje narave ali kreacija Boga. Čeprav se je renesansa ozirala k antiki, je smiselno pričakovati, da je določen vpliv na dojemanje umetnosti in ustvarjalnosti pustila tudi krščanska ideja božjega stvarjenja, ki se je prenesla na umetnika v ideji, da je od Boga prejel dar ustvarjalnosti in da je s tem od Boga izbran in je njegova naloga na zemlji služiti Bogu z umetnostjo. Variacije ideje daru in posebnega poslanstva žive še danes v kolektivni zavesti ljudstva. Moje naslednje vprašanje je, kako torej projekciji daru v umetniško delo določiti vrednost? Po enem izmed načinov razumevanja, zakaj je umetnost vrednota in umetniško delo vrednost, je to moč pripisati njenim kulturnim vplivom in sicer povsem mistificiranim ideološkim asociacijam, v katerih je umetnost komunikacija z metafizičnim in pot v transcendenco. Njena vloga je tudi nošenje drugih ideologij, kot je na primer krepitev nacionalne zavesti s spomeniki padlim borcem ali kipi narodnih herojev, prav tako ni zanemarljiva njena moč združevanja nacij ob razstavah, kjer sodeluje več držav, ter s tem povezovanje in ohranjanje dobrih odnosov. Prav tako se umetnost pogosto mistificira in romantizira kot nekakšno drugo realnost, v katero se lahko zatečeš v trenutkih stiske. Načeloma vse to in še več so kvalitete umetnosti in kadar zavistno spremljamo vsote prodanih slik na dražbah znanih aukcijskih hiš, bi si morali vsi v spomin priklicati vse te zgodovinsko in kulturno pomembne vidike umetnosti, kar pa verjamem, da vsaj umetnostno neukemu gledalcu, če ne vsem ob gledanju slike s polito barvo, lahko predstavlja izziv. Za primer tega, kako lahko na produkt gledamo na več načinov in imajo ti načini tudi vsak svoje sisteme vrednoten, bom vzela primer poročnega prstana, saj je še vedno eden izmed najmočnejših predmetov simbolne menjave. Poročni prstan simbolizira združitev dveh oseb v razmerje in je razumljen kot pečat obljubi, ki jo sprejmeta dva na poročnem obredu. Kolikšna je njegova vrednost na trgu, torej njegova cena ali kako izgleda, je pri tem popolnoma irelevantno za njegovo funkcijo. Čeprav obstaja nek uveljavljen videz poročnega prstana in si ga lahko ob omembi nemudoma naslikamo v mislih, ta videz ne pripada njegovi simbolni funkciji, temveč je že del znakovne funkcije razlikovanja. Tako se razlikuje od drugih prstanov, katere menjamo poljubno glede na vrsto priložnosti. Tudi poročni prstan je seveda ujet v sistem potrošnje, saj ga je treba kupiti in simbol postane šele z izmenjavo med dvema osebama. Blaž Kosovel nas spomni še na eno opazno razliko med simbolno in ekonomsko logiko, ki pa se izraža v obdarovanju. Nenapisano pravilo določa, da se tržne cene podarjenega darila praviloma ne izda, saj ravno odsotnost tržne cene potrdi njegovo neprecenljivost, prav tako objekt, ki je bil darilo, ne pripada več menjalni logiki. Upoštevajoč, da je umetnost produkt ročnega dela, razen v primerih, kjer se izdelava prilagodi potrebam koncepta, torej to sodi v domeno obrtništva, bi se problem moralo rešiti sila preprosto. Z vidika obrtniške stroke bi se dalo delo preračunati po naslednji enačbi. Urna postavka, pomnožena z številom ur dela plus materialom plus ostalimi stroški, na primer prevoz, bi nam moralo dati ceno produkta. Četudi smo zadovoljni s takšno enačbo, vendarle naletimo na problem, ko želimo po isti enačbi obračunati delo umetnika. Problem namreč nastane, da je takoj, ko je govora o umetniškem delu, v enačbo treba za začetek dodati še eno spremenljivko, nekakšno dodatno vrednost, saj je umetniško delo vendarle umetniško delo in se ga ne obravnava enako kot drugo rokodelsko delo. Tako nam precej hitro preprosta enačba splava po vodi, saj ekonomski izraz dodana vrednost ni nekaj, kar bi se kadarkoli računalo ali sploh na tak način obravnavalo po izračunu umetniškega dela. Ne trdim, da ne bi zadeve poenostavilo, ampak s tem bi najverjetneje izginila tudi mistifikacija umetnosti, ki prav gotovo igra svojo vlogo tudi pri ceni.
Prav tako umetniki svojih del ne obračunavamo po urni postavki in delovnih urah, saj teh ur ne oddelamo v obliki običajnega 8-urnega pisarniškega dela ali dela v delavnici, temveč se v tem primeru čas, vložen v delo, gleda oziroma vrednoti drugače, saj lahko umetnik vloži več let dela v delo ali projekt. K temu pa praviloma sodijo tudi procesi raziskave in priprave, na primer teoretično raziskovalno delo ter načrtovalsko delo, ki vključuje skice, izdelavo maket, preizkus materialov in podobno. Kako torej sploh izračunati umetnost? Hvala za poslušanje. Z vami sem bila Iris Pokovec in se slišimo prihodnjič.